pozdrav vsem spoštovanemu občinstvu in vsem ljudem dobre volje. Jaz sem kar napisano, zato ker moja naloga je v zelo kratkem času, nekaj minut, predstaviti, kaj to gibanja so, kakšna je njihova vloga in pravzaprav kako smo organizirani. Torej, lahko rečemo takole, spodbujevalec, pobudnik in tudi življenjska sila, motor vsakega gibanja in skupnosti je Sveti Duh, ki nas tudi uvaja vso resnico, ki je seveda Jezus Kristus. Vsa ta gibanja tudi povezuje ista izkušnja in delovanje Svetega Duha. In sicer vsakemu na svoj lasten način, vendar ta temeljna izkušnja nas povezuje in daje živost, misijonsko zavzetost, hkrati pa nas tudi nekoliko razlikuje od drugih skupin ali pa skupnosti v cerkvi. Tisti, ki smo vključeni v te skupnosti oziroma v gibanja, dejansko doživljamo, da vera ni nekaj abstraktnega ali pa tudi neko nejasno versko čustvo, temveč gre za novo življenje v Kristusu, ki ga prebuja in vodi Sveti Duh. Jaz sem zelo vesel, ko je pater Branko Cestnik prejle zelo jasno pokazal, kako je pravzaprav ta religiozno čustvo, najglobje čustvo v človeku. In pravzaprav ravno na to želimo opozoriti. Skratka, gre za prebujenje tega religioznega čustva, da se ga ti zaveš in ga tudi doživiš. Torej, večina gibanj in skupnosti je nastala po drugem Vatikanskem koncilu, pravzaprav je to njegov sad, razen redkih izjem. Samo sodelovanje med gibanji pa je pravzaprav nastalo mnogo kasneje in sicer šele na pobudo sedaj svetega papeža Janeza Pavla II., ki je v letu Svetega Duha na predvečer Binkošti povabil vsa gibanja na skupno srečanje na Trg svetega Petra. Takrat je Sveti oče jasno izrazil željo, da te novo nastale stvarnosti v cerkvi preide od faze navdušenja in začetnega zagona k dejavni vključitvi v življenje krajevne cerkve in k medsebojnemu sodelovanju. To srečanje je potem ponovil tudi papež Benedikt XVI in tudi sedanji papež Frančišek je to napovedal. Torej, kako pa je s temi skupnostmi v Sloveniji? Tudi pri nas smo dokaj hitro tem spodbudam iz tujine sledili, torej temu prvemu svetovnemu srečanju v Rimu. No, novo poglavje odnosov med gibanji in skupnostmi pa se je začelo nekako pred 9 leti, ko je na pobudo škofa Urana zaživel škofijski odbor za laiška gibanja, ki pa je potem kmalu prerastel v bistvu v nacionalno povezavo, ker pač gibanja nismo tako teritorijalno vezana na določen teritorij. Tako da danes imamo nekje 16 različnih duhovnih gibanj in skupnosti poznamo oziroma se poznamo med seboj. In sicer, če samo par jih omenim, mogoče se bo kdo med njimi prepoznal, kot so Neokatehumenska pot, Marijino delo, skupnost Emanuel, skupnost krščanskega življenja, delavnice molitve in življenja, zakonci za Kristusa, skupnost Mir, Barka, gibanje za življenje, katoliška karizmatična prenova in še in še. Skratka, teh skupnosti in gibanje 16. Vendar je treba tukaj poudariti, da ni pomembna velikost posamezne skupnosti ali pa gibanja ali pa razširjenost v slovenskem ali mednarodnem merilu. Pomembno je dejstvo, da vsaka stvarnost prinaša neko specifično karizmo, dar duha in z njo bogati vse nas ostale in tudi celotno družbo. Torej, vsaka stvarnost, če je zvesta svoji karizmi in svojemu poklicu, sodeluje tam pač, kjer more, za skupno dobro, za skupne cilje. Tako se odzivamo na skupne potrebe časa v cerkvi in v družbi. Pri tem pa se seveda vsako gibanje samo svobodno odloča po svojih seveda tudi zmožnostih. Torej, med nami ni majhnih, velikih, boljših, slabših. Te razlike med nami ne obstajajo. So pa seveda vsa ta gibanja in skupnosti vključena v tako imenovani svet katoliških laikov. Te stvari se med seboj včasih malo zamenjujejo. To pa je krovna organizacija vseh laiških organizacij v cerkvi, slovenski cerkvi, in deluje v okviru slovenske škofovske konference.
Namen te krovne organizacije pa je spodbujanje dejavnosti na področju laiškega apostolata, evangelizacije, družbenega in javnega življenja, formacije in izobraževanja laikov, karitativnega dela in tudi skrbi za sodelovanje. No, teh organizacij, poleg teh laiških gibanj in skupnosti, pa je še cela vrsta raznih društev, zavodov in združenj, vse skupaj skoraj 30. Tako da ni na tem mestu, jaz naj mi oprosti, če kdo povezan s temi skupnostmi, ne morem našteti, ker nimam časa, jaz bi samo v parih imenoval, da boste videli, kaj sem vse spada. Recimo, Družinski center Betanja, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katoliški izobraženci, recimo Slovensko biblično gibanje, Mladinski ceh, Društvo Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov, Socialna akademija, potem recimo Zavod Živim, Zavod Božji otroci, Zavod Pelikan in še in še. Poleg teh pa je tudi nekaj združenj, ki jih verjetno med vami nekateri dobro poznate, recimo kot so Slovenski katoliški zdravniki, potem tudi Združenje farmacevtov za življenje, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtin in še nekaj. Skratka, ta pahlača je zelo široka. Treba je pa poudariti seveda, da Odbor za duhovno gibanje in nove skupnosti, kot tudi Svet katoliških laikov, nista neki novi strukturi v cerkvi, tudi nista sami sebi namen, ampak gre predvsem za združenje prijateljev. Prijateljev, ki živijo v duhu zaveze med sebojne ljubezni in te temeljne izkušnje delovanja duha med nami. Torej, ne ilustriram našo skupno pot z nekaj kratkimi primeri. Recimo letos že 7. leto zapored skupaj s Svetopisemsko družbo Slovenije sodelujemo pri izvedbi Svetopisemskega maratona in letos je bilo na mnogih mestih po Sloveniji, vsaj manjši obliki, je to teklo. Potem predvsem pomagamo organizacijam, ki sodelujejo za življenje in jih podpiramo. Tako smo potem tudi leta 2010 sodelovali povezani v civilni iniciativi za družine pravice otrok in takrat odločujoče pravzaprav premagali pri izvedbi referenduma, zato da je pač bil uspešen. No in prav tako smo sedaj povezani v koaliciji za otroke gre, ki bo predstavljena tudi malo kasneje za menoj. Torej smo povezani pri organizaciji, pripravi referenduma, zbirali smo podpise, še včeraj smo bili v Državnem zboru, ko so šteli in pregledovali glasovnice do večera. Skratka, veliko ljudi med nami, ki tukaj mogoče manj opaznih, vendar zelo neumorno sodeluje. Pomembno poglavje je tudi sodelovanje v skupni pobudi Skupaj z Evropo. Namreč povezani smo tudi na mednarodni ravni, kjer približno 300 gibanj in skupnosti z cele Evrope v skupno dobro Evrope se združuje in sodeluje in to gibanje, ta skupen tok združuje gibanja in skupnosti tako iz katoliške, protestantske, evangeličanske, pravoslavne, reformirane in anglikanske cerkve. Vsi so tukaj vključeni. Torej, na zaključek naj poudarim to, da vsaka skupnost sama zase zmore bore malo, skupaj pa lahko naredimo in dosežemo veliko, kar je bilo danes že tudi rečeno, če drugega dopolnjujemo, bogatimo in podpiramo. Skratka, družba danes potrebuje naše pričevanje. Toliko z moje stvari. Hvala lepa.